Knjige prvega predsednika. Tako je naziv stalne razstave, ki krasi tale prostor knjižnice. Razstave, ki je za izposojo dostopna našim uporabnikom. Kajti Milan Kučan je svoje knjige podaril naši knjižnici že 4-krat. Leta 2007, ko smo odpirali to pomembno razstavo, smo v knjižnici gostili kar 3 predsednike. Heinza Fischerja, avstrijskega predsednika, in naša 2, Milana Kučana in Danila Türka. Ob tej priložnosti je Milan Kučan dejal, citiram: "V zbirki, ki jo podarjam, so knjige domačih in tujih avtorjev, politikov, mislecev in drugih fenomenov. Mislim, da je to del slovenske zgodovine, ki jo je potrebno hraniti, tako kot tudi dokumentarno-fotografsko gradivo, iz katerega so nastali albumi. Nimam pravice, da bi to ohranjal zase, ampak mora gradivo biti dostopno javnosti." Leta 2009, ob svetovnem dnevu knjige, pa smo dobili v dar še dragoceno zbirko faksimile Valvazorjeve ikonoteke. Pokrajinska knjižnica, že samo ime pove, da pokrivamo celotno Pomurje, je s temi darovi zagotovo ena najbogatejših knjižnic v državi in zato ob tej priliki še enkrat izrekam velik hvala. Knjiga Milan Kučan, prvi predsednik, je bila prvič predstavljena na letošnjem knjižnem sejmu v Cankarjevem domu. Počaščeni smo, da smo prva knjižnica v Sloveniji, ki je deležna predstavitve tako pomembne knjige, zato besedo predajam gostom. Spoštovani gospod predsednik, spoštovane občanke in občani, tudi tisti, ki ste prišli iz drugih občin, vidim, da ste med nami. Jaz mislim, da niste prišli poslušati župana mestne občine Murska Sobota, zato mi dovolite, da vas prav lepo pozdravim v naši knjižnici, na katero smo zelo ponosni, ker je bogata, ker ima svojo dušo in danes bo dobila še dodatno bogatstvo, še več duše. Uživajmo. Dobro večer, še enkrat vsem skupaj, spoštovani zbor. Hvala Mihi Kavašu, Miha Kavaš iz Beltinec, eden od glavnih motorjev legendarne skupine Marko Banda, iz Beltinec, iz katerih izhajajo mnogi znani slovenski in ne samo prekmurski glasbeniki. Marko Banda, vemo, je pred kratkim proslavljala svojo 25. obletnico delovanja. Miha Kavaš torej iz Marko Bande. Spoštovani predsednik, dragi predsednik, ali te je ta gorički čardaš biti spomnil, ko si v svojih rosnih mladih letih tudi sam igral violino, se spomnil slike sebe in profesor Nadaja iz nekdanje glasbene šole, ki sicer zdaj ima nove lepe prostore, in ker smo tu v knjižnici, ko si tudi v svojih najzgodnejših ranih rosnih letih že kako intenzivno obiskoval knjižnico na njeni nekdanji lokaciji, oziroma pionirska knjižnica je bila v gradu, kasneje drugje, in končno, kako se počutiš tukaj, sedaj v knjižnici, v svojem, če smem reči, predsednikovem kotičku? Dober večer, lepo vas je videti, dobro se počutim doma, kot zmeraj, violina je zelo čudežen inštrument. Lahko poje, kot je pela pri Kavašu, lahko škriplje, kot je škripala pri meni. Zato sva se z pokojnim profesorjem Nadajem kako sporazumela, da si pravzaprav oddahnemo trije, ko sem nehal igrati violina, profesor in jaz. Žalostna je bila moja mama, ki je mislila, da bo nekoč violina pela tudi meni, tako kot pač poje. Torej, ob mnogih talentih za violino ravno nisem imel posebnega talenta. In tvoje počutje v knjižnici?
Sem povedal, ne? Samo če boš ti tako nadaljeval, Marjan, s 3 vprašanji hkrati, jaz se ne morem tega več zapomniti. Na 2 še nekako. Tudi problem s stoli bi najbrž rešili, če bi ti zaigral na vrstavaš. Mogoče boš na koncu, do konca dobil navdih, pa bi na koncu ti sam. No, ampak, Dobrica Ćosić, srpski akademik, pisatelj, politik, je pred mnogimi leti med drugim dejal, zapisal, citiram: "Kdo je ta Milan Kučan? Pravijo, da je protestant iz Prekmurja, nekje tam Bogo za hrbtom. Nihče še ni slišal zanj. Zdaj pa ta anonimus hoče krojiti usodo Srbije." In nedolgo nazaj je naš znani profesor, kolumnist, dr. Mihaljak, pa dejal nekaj drugega. Onkraj bipolarnih blodenj, podajem v slovenskem političnem in javnem prostoru, povezanih z Milanom Kučanom, lahko Kučana brez pretiravanja postavimo na piedestal najbolj kompletnega politika. Po moji oceni, novejša zgodovina Slovenije premore le 2 res državotvorna politika. Eden je Kučan, drugi Bučar. Profesor Repe, kaj dodati k temu? Da se je Ćosić motil, da Milan Kučan ni bil in ni anonimus, da je tu dolga, prehojena pot našega sorojaka, politika, državnika, človeka, o kateri nam ti na strokovni, standardno zgodovinopisni način, kot je bilo tudi nedolgo nazaj povedano, poročaš. O Milanu Kučanu in o času, v katerem je deloval in deluje, so pisali že doslej mnogi. Rupel, Bučar, Drnovšek, Bernik, Janša, Žerdin, Slivnik, Kristan, Potrč, Rotar, pa tudi seveda izven slovenskih meja, da omenim samo nekatere pod narekovaj ali brez velike prijatelje, Mamula, Jovič, Kadijevič, pa tudi bližnji sopotniki in sodelavci plus Zlobec in zdaj Božo Repe. Čem je, spoštovani profesor, tvoja knjiga drugačna, ki je dolgo nastajala? Tema je bila za tebe nesporno velik izziv. Zakaj pravzaprav knjiga? Kaj je novega, doslej neznanega? V čem je drugačna od drugih? Predsednik bi seveda dodal ne samo 3. Sem ti v eno vprašanje strnil kar nekaj vprašanj. Skratka, vprašanje je zelo preprosto. Kdaj, kako si se odločil in kako je knjiga nastajala? Ja, hvala lepa. Bom odgovarjal selektivno na tista vprašanja, ki so mi všeč. Tega sem se že naučil, v tem stiku s politiko, da tako rečem. No, kar zadeva Ćosića, bi rekel tako, Ćosić se je motil o mnogih stvareh. Pravzaprav bi rekel, da se je motil o večini stvari. In tako, da to je samo ena od njegovih takih napačnih ocen. Ocen, ki so se izkazale napačne. No, torej, zakaj sem se odločil za to knjigo? V 90-ih letih sem se začel ukvarjati z razpadom Jugoslavije, z osamosvojitvijo Slovenije, s procesi demokratizacije v njej. In takrat išlo je o tem več knjig v Sloveniji, nekaj tudi v tujini, eno v Združenih državah Amerike v soavtorstvu. In takrat se mi je zdelo logično, da pač naredim tudi knjigo o nekom, ki je ta proces koordiniral, da rečemo tako, bi rekel, bolj nevtralno. Takrat je Kučan končeval prvi mandat in ni nameraval še enkrat kandidirati. No, potem se je premislil, zakaj so navedeni razlogi v knjigi, tako da sem tudi jaz to svoje delo odložil in je torej trajalo kar nekaj časa, da smo pač ob vseh mojih drugih obveznosti do knjige prišli. Torej, zdelo se mi je, in to se mi zdi tudi sicer, to izhaja iz mojega pogleda na zgodovino, da morajo zgodovinarji obdelovati zgodovino, torej sodobno zgodovino, do današnjega dne. Seveda je zlasti pogoj to, da so na razpolago viri in tukaj so bili, ker če zgodovinar tega ne dela, dela nekdo drug. Kako delajo drugi, pa lahko preberete v kakšnih revijah, tudi v nadaljevanjih vsak teden, tako po 10-12 prispevki o predsedniku. Tako da je torej bila moja intencija, da to pač skušam obdelati z nekimi zgodovinopisnimi, zgodovinskimi kriteriji in na razpolago sem imel dovolj državnih virov in tudi njegovih zasebnih, ki mi jih je dal na razpolago, da je bilo to mogoče narediti. Torej, to je razlika. Ta knjiga je narejena z nekim zgodovinarskim pogledom.
Narejena je seveda, tega nikoli nisem skrival, tudi z določeno simpatijo, ampak ta simpatija ni vplivala na presojo stvari, ki jih je počel. V knjigi so tudi vse tiste, recimo temu, slabe stvari ali napačne stvari, ne, ki so lahko napačne, lahko se mu pa samo očitajo. Ne. Tako da v tem je bistvena in seveda knjiga združuje celotno njegovo življenje. Ne. Jaz sem že v Ljubljani rekel, da sem ga hotel z njo upokojiti, ampak se na noben način ne da. Ne. Profesor, ampak ti si posebej poudaril tudi v Ljubljani sicer, da je to politična biografija. Kajti nekateri so menili, da mnogo tega manjka v tej knjigi iz sicer izjemno bogatega življenja predsednika Kučana, ampak gre za politično biografijo z eno, mora biti dodatno posebnostjo, da gre za avtorizirano biografijo. Čem je pomen? Mi dva se v kakšni avtorizirani biografiji nisva pogovarjala. Mi dva so se pač pogovarjali o knjigi, za katero mi bo dal na razpolago gradiva. Ne. Je pa res, da je besedilo v zadnji verziji prebral in dal pač neke določene, predvsem faktografske opombe, nekaj, kakšne tudi vsebinske o tem, kaj sem prezrl, kaj manjka, ne pa o tem, kaj bi moral izpustiti ali kako bi moral drugače ocenjevati. Ne. Avtorizirana biografija je izraz, ki ga uporablja založba, prevzetje iz zahodnega založništva, pomeni pa zgolj to, da se pač tisti, o katerem pišeš z izdajo take knjige strinja. Ne. Ker kot veste, lahko vsakdo o vsakomur napiše, kar hoče, v Sloveniji pa še posebej. Ne, in izhajajo pač različne knjige, ne, in mislim, da se z marsikatero od teh, recimo, predsednik ne bi strinjal in da tudi založba najbrž ne bi mogla kar tako stati za njo. Tako da to je ta pravzaprav osnovni razlog. Ne. Ni pa to tako, kot se sem in tja prebere, da bi jaz držal svinčnikom pa narekoval. Ne. Moja pisava je tako nečitljiva, da to ne bi imelo posebnega uspeha. Torej, ti pa zapravo zdaj potrjuješ, da predsednik nisi ti narekoval in profesor zapisoval te knjige, ampak si drugače pomagal, sodeloval. In da je se to sodelovanje glede knjige začelo ne šele letos, lani, ampak že desetletja in še malo zraven. Ja, glejte, to sodelovanje z doktorjem Repetom ima neko predobdobje. Jaz sem se z njim srečal na neki nogometni tekmi, ko je ekipa centralnega komiteja igrala proti ekipi iz takratne skupščine in Božo je bil nekako jezen, ker se mu je zdelo, da je on veliko... Trener preveč pušča v igri, ja. Ne, ampak to je bilo razumljivo, ker če ne bi toliko časa ostal v igri, se ne bi imeli na koga jeziti, tako pa je stvar bila urejena. No, potem je Božo postal kot mlad doktorant sekretar zgodovinske komisije pri nas na takratnem centralnem komiteju in tako se je pravzaprav najo znanstvo začelo. Jaz nisem bil navdušen, ko je prišel s predlogom, da bo pisal knjigo o meni. To bi rad tudi povedal, to ni moja knjiga, ampak je njegova knjiga o meni. Ker me dostikrat sprašuje, kako je z mojo knjigo. Torej, to je njegova knjiga. Zdelo se mi je, da nekako se človek čudno počuti, če te živega dajo v zgodovino. In to je bil moj prvi pomislek, da sem nekako spravljen v zgodovino in da se počutim kot živi arhiv. Potem pa, ko je le vztrajal, sem začel razmišljati, da mu gre kot zgodovinarju, ki se ukvarja z novejšo zgodovino Slovencev, da je to mogoče le knjiga, ki bo govorila o času, ki je za vse nas zanimiv, ki ga živimo, smo ga živeli zlasti mi starejši in ki se mu po svoje daje pečat tudi sam z svojim ravnanjem, svojimi odločitvami. Zato sem potem pristal, ker sem bil prepričan, da je to predvsem knjiga o času, o razmerah, o dilemah, s katerimi smo se vsi takrat srečevali. Zato sem mu tudi potem dal na razpolago to, kar je že sam povedal, se pravi moj osebni arhiv, dnevnike in druge listine, ki so se mu zdele zanimive. Šla sva potem večkrat
na pogovori skozi posamezne obdobja, posamezne dogodke, zlasti tiste, ki so morebiti se zdeli Božotu premalo jasni oziroma je v njih vedel morebiti premalo. In tako je pa nastala potem knjiga, kjer je na koncu želel od mene samo, da preverim faktografijo oziroma kronologijo, ki je knjigi dodana in ki je na nek način vodič skozi to knjigo. Torej, jaz sem mu zaupal, on je zaupal meni in tako je nastala ta knjiga, ki po mojem mnenju bi mogoče lahko imela tudi drugačen naslov. Ampak tisto, kar je mene prepričalo, sta bile predvsem dve knjigi, ki jih je dr. Repe napisal že v tem času. To je bila knjiga, ki ima naslov Jutri je nov dan, ki govori o tem ožjem delu zgodovine povezan z samim nastajanjem Slovenije in se konča pravzaprav z mednarodnim priznanjem Slovenije, in knjigo, ki sta jo napisala skupaj z doktorjem Prinčičem in ki zadeva tisto obdobje vzpona in padca Staneta Kavčiča, kjer seveda je povezano tudi z mojim delom mojega političnega delovanja. To je pravzaprav vse. Človek seveda iz zgodovine vam zdaj težko govori o sedanjem času. Profesor, ti si sam nedolgo nazaj dejal, pravzaprav ob izidu knjige, napoved, citiram: gotovo bo ta knjiga od vseh mojih, domnevam, imela verjetno največ političnih odzivov, ker je Slovenija pač taka. In da bi bilo čudno, če ne bi dvigla toliko prahu. Nisi se zmotil. In knjiga, in portretist, torej ti, in portretiranec, torej predsednik, ste bili oziroma ste deležni različnih, mnogih reakcij. In profesor, ali vse te različne reakcije, predvsem pa nekatere, ne razkrivajo stanje v slovenskem zgodovinopisju in slovenskem javnem političnem in medijskem diskurzu. Želijo izenačevati, da citiram nekoga, petrol variante zgodovinopisja z resnim strokovnim znanstvenim pristopom. So tudi politikanske in spolitizirane. Opravke imamo tudi s primeri, kot si sam enkrat dejal, komunikacijske patologije. Hkrati pa je knjiga povod za obnavljanje, celo stopnjevanje podtikanj, laži, konstruktov vseh vrst o oziroma na račun predsednika. Ja, torej, najprej bi rekel to, ta knjiga je bila res zelo toplo sprejeta, v njej so poročali praktično vsi mediji, ne, od osrednjih do lokalnih, oba sva imela vrsto razgovorov, intervjujev in tako naprej. In večina teh ocen je pozitivnih, ali zelo pozitivnih, ali z neko normalno kritično distanco. Tudi prve strokovne ocene, prva taka je išla v delu, napisal jo je en mlajši kolega Jure Ramšak, je zelo poglobljena in je z kritično distanco, ampak v ocenah, kakršno človek pač pričakuje, ne, od nekega zgodovinarja. En del kritik je izrazito negativen, ampak to izhaja iz, kako bi rekel, percepcije, da je Kučan tako rekoč kriv za vse, ne. Se pravi, on je vodja neke udbomafije, ki iz murgalske kleti, ne, čeprav Murgle nimajo kleti, ne, ker so na Barju, ampak tega očitno ne vedo, torej, ki iz Murgle vodi pač celotno Slovenijo, ne, in del teh kritik se je potem prelil seveda tudi name, ne. Čeprav že prej sem lahko kakšno stvar prebral o sebi, tudi pri prejšnjih knjigah. Ta del kritike oziroma tak del kritike ni povezan z zgodovinskim pogledom in ni povezan s tem, kako bo, ne samo danes, ampak kako bo nekoč, ko bo ta distanca vzpostavljena, zgodovina gledala na sedanje obdobje, ne. Povezan je s politiko, ne. Torej, v tem smislu je ta knjiga politična in jaz sem se tega zavedal. Je zgodovinopisno delo, je napisana strokovno, ima čez 950 opomb in tudi najhujše kritike niso kritike na knjigo, na nekaj, kar bi jaz narobe napisal ali kar ne bi pravilno citiral ali da bi izpustil kakšno stvar. Teh kritik sploh ni, ne. So torej kritike interpretacije, ne, so kritike mojih pogledov.
do pogledov ima pa vsak pravico. Ne? In nobeno zgodovinopisno delo od prvega seminarja do konca ni brez tega, ne? Saj se pričakuje od ljudi. Tako da to je tisto. Ne? Ampak mislim, da je tukaj še nek drug pogled, neka stvar, ki je povezana z revizijo zgodovine. Ne samo z tem obdobjem, tudi z drugo svetovno vojno in še s čim. Ne? Mi smo v teh desetletjih doživljali nekaj. Ne? Doživljali smo neko izrazito kritiko iz enega dela politike, tudi zelo strupeno, na drugi strani pa iz politike ni bilo odgovora. Ne? Torej, kako bi rekel, leva politična scena v Sloveniji piše o zgodovini, kot da Kučana ne bi bilo. Ne? In bivši strankarski politiki in recimo publicisti in drugi. Ne. Desna ga postavlja v ospredje kot glavnega hudiča, ne. Leva o tem nikoli ni pisala. Ne. In to neravnotežje, ne, čeprav mu nacionalka reče ravnotežje, ne, torej to neravnotežje, ne, je seveda postopoma omogočilo, da se je del teh kritik, ki jim jaz ne rečem kritike, bolj bi šlo za kakšno patološko zmerjanje, ne, ker je tudi osrednji del neke politike. Ne. Predstavljajte si, da Kučana ne bi bilo. So revije, kot sem prej omenil, kjer je 10-12 prispevkov namenjenih Kučanu. Ne. Kaj bodo zdaj te revije? V eni številki, ja. Kaj bodo zdaj te revije, ne, če odmislite, da ni tukaj, da se odloči, da gre na nek grški otok, recimo, ne, in tam živi naprej. Ne. Skratka, to ravnotežje je bilo tudi ena od stvari, ki je mene jezilo, ne samo pri tej temi, ne, tudi pri temi, ki zadeva drugo svetovno vojno, kjer je prišlo do podobne revizije in še pri kakšni temi. Ne, samo te so najbolj v ospredju. In zato se mi je zdelo, in zato od to tudi te reakcije, ne, zato se mi je zdelo, da je treba postaviti stvari v nek približen okvir. Jaz nimam iluzij, da bo ta knjiga sedaj obstala do konca in da ne bo zgodovinar, ki bo napisal boljše. Gotovo je bo. Ne. In ocena Kučana ne bo odvisna zgolj od te knjige, čeprav tudi od te knjige, ampak bo odvisna v največji meri od tega, kaj bo Slovenija v prihodnosti, ker jo je on soustvarjal. Ne. Če bo Slovenija cvetela, ne, če bo zgodba o uspehu, kot smo slišali včasih, ne, potem bodo ocene bolj pozitivne. Ne. Če bo Slovenija to, kar že postaja, ne, neke vrste koncentracijsko taborišče, ne, ker je vse okrog so žice, med vojno je bila samo Ljubljana obdana z žico, ne, zdaj bo kmalu cela Slovenija. Torej, če mladi ne bodo imeli prihodnosti, ne, bodo rekli, ja, se je tudi Kučan kriv za to. Ne, in bo ta ocena drugačna. Ne, torej, jaz to, kar sem imel v tem času v mislih, je bilo prvič, da napišem kolikor se je mogoče glede na razmere korektno biografijo, ker nekateri zgodovinski procesi niso pisali, in da skušam postaviti nek okvir, znotraj katerega se bo odvijala razprava, tako v stroki kot v javnosti. In mislim, da se to kaže, zato sem tudi na začetku omenil reakcijo medijev. Ne, ker pri medijih je tako, ne, ko začne prvi en del iti v neko smer, ne, ker so zelo nepredvidljivi, potem se mainstream usmeri v to smer. Ne, in tukaj pač kaže, da tako bo in da bo tudi percepcija ljudi približno taka, kot je prikazana v tej knjigi. Ne, a veste, to so tudi neka velika nesorazmerja. Ne. To se ne da uravnotežiti. Tukaj gre vendarle za en del politike, ki je pomemben. Ne. Niše je torej je manjšinski, ni pa še marginalen, žal, ne, vsaj v tem pogledu. Ne. In jaz bi si želel, da bi bil v resnici usmerjen v prihodnost, ne pa v preteklost. Ne. Torej, tukaj bo gotovo enkrat prišlo do sprememb. Ne. In računam, da vendarle večina ljudi, ne, zato je pa bil 20 let najbolj priljubljen politik, zato je bil, ne vem, 13-krat Slovenec leta, kar ga je sicer naredil Tof, ne, kot lahko beremo, pa še kdo in tako naprej, ne, pa mnogokrat Pomurec in tako naprej. Skratka, percepcija ljudi je drugačna od tega, kar lahko preberete v delu medijev. Ne, in ta knjiga zdaj pač to potrjuje. Profesor in predsednik, ob vseh mogočih potikanjih, manipulacijah, lažeh, ki se predsednik na tvoj račun pojavljajo in so vse, sem se zapisal in se mi zdi primerno omeniti eno z izjemno duhovito opazko Mateja Dolenca.
znanega pisatelja, citiram: Kučan lahko samo sedi v Murglah na stolu in gleda televizijo in nič drugega, pa bo še vedno nekaterim krogom največji sovražnik. Je rekel Dolenc. Ampak, predsednik, a bi nam ti morebiti lahko je malo resno in malo manj resno mišljeno vprašanje, vendarle tukaj v domačih krajih in tule prijatelj Ignac Rajc sedi med nami, izdal ali potrdil eno skrivnost, ki se je tudi javno pojavila, namreč, da bi ti naj bil mojster gostilniške politike, to smo lahko prebrali in prebiramo marsikje, da si ti ustvaril listo Jankoviča v gostilni, da si ti predsednika Türka naredil za kandidata v gostilni, da si Lukšiča odstavil in nastavil Židana za njegovega naslednika v gostilni in, da zdaj se vrnem k že omenjenemu prijatelju, da si v kleti Ignaca Rajha nastavil Židana za ministra. No, pozabil si, tudi mi dva sva se srečevala v gostilni. Ja, pardon, ja, tudi vi. Ja, pardon, se opravičujem, profesor. Zdaj je to odlična priložnost za to. Ja, seveda to je po svoje res, ker tisti, ki so glasnogovorniki in pisci o teh stvareh, uresničujejo tisto, kar so njihovi prišepetovalci pravzaprav hoteli. Da ne bi imel pisarne, da ne bi imel možnost javnega nastopanja in tako pač se dobivam v javnih lokalih, kjer me slikajo, objavljajo, zdaj pokojne Kabučarji ni več, dostikrat so naju skupaj in to potem služi, da se eni na drugi sklicujejo in potem seveda nastane gostilniška politika. Ker pa je govora zdaj o knjigi, bi se rekel tole, nekje sem prebral tudi, da je dr. Božo Repe napisal bajko o dobrem človeku iz Prekmurja. Je po svoje to lahko tudi to in to bi si je seveda štel zelo v čast, ampak tisti, ki so to napisali, bi želeli, da bi Božo Repe napisal balado o hudobnem palčku iz Murgl. To bi bilo še bolj daleč od resnice, kot bila ta prva želja. Glejte, življenje politika je pravzaprav tako kot reka. Teče od izvira proti izlivu, od višje do nižje točke. Ima neko tendenco, neko smer. Kako pa teče in kako priteče do izliva, koliko mora narediti ovinkov, koliko je meandrov, koliko je jezov, ki stoji na poti, je seveda drugo vprašanje. Hočem povedati, moja politična življenjska pot ni bila premočrtna. Ne mislim, da je bila brezgrešna, še daleč od tega, da bi mislil, da ni bilo napak. Ampak vse to, če se pogleda kot celota, ni razlog za toliko sovraštva, kot se izliva, in kjer sem jaz samo strelovod, kjer gre za neko drugo politiko, za drugačno razumevanje demokracije, za drugačno razumevanje osnovnih teženj, ki so v slovenskem narodu. Pač obstoji, in to je v demokraciji seveda normalno, tudi nek tip politike, ki ne zna živeti brez sovraštva, ki se ne zna vzpostavljati, ne da bi neko drugo politiko črnila, zaničevala, izničevala, poneverjala, se posluževala leči in tudi ponarejanja. Jaz se tega nisem posluževal. Tudi se mi je zdelo, da je treba ljudem, zlasti ko gre za neke prelomne točke, za neke odločitve, ki določajo življenje naroda, da je treba biti odkrit. Je treba premisliti, je treba povedati tudi, kakšen je rizik. Moj način delovanja ni bil zavajanje ljudi, zato da bi čim prej uresničil tisto, kar pač mislim, da je prav. Zato pač tudi sem bil in sem še zmeraj zavezan neki drugi resnici, drugemu tipu politike. Da tudi v politiki za dosego ciljev, tudi če so ti cilji legitimni, niso dovoljena vsa sredstva. Demokratična politika pozna zelo širok nabor političnih sredstev, političnih orodij, ki se jih lahko poslužuje. Ampak to hkrati pomeni, da pozna neko mejo do tistih sredstev, ki jih demokratična politika ne more uporabljati. To so laži, to so poneverjanja, to so falsifikati, to je izkrivljanje dejstev, to je pravzaprav nekaj, kar bi lahko človek imenoval pomanjkanje lastne moči, lastnih argumentov, da se brani lastno politično koncepcijo. Se nam vse zadnje,
napredek v neki družbi zavisi od soočanja konceptov, ne od spora in spopadov posameznih ljudi. To je pač stara in preizkušena resnica. Tam, kjer je prihajalo do sporov med ljudmi, med posamezniki, je žrtev bil zmeraj korpus, ki se mu je reklo narod, nacija, če hočete država. In zato v bistvu gre in zato je žrtev tega, kar je pravzaprav povezano z mano in stigmo nad mano, seveda tudi zgodovinopisec, kot je Božo Repe. Ko je začel knjigo pisati, se mu je rekel, Božo, s to knjigo boš ti dobil veliko več sovražnikov kot jaz. Jaz jih že itak imam in to so zmeraj isti. On je dobil zdaj še en kup sovražnikov, ki jih, kot sem vsaj slišal od njega, ne ceni posebej tudi iz tega kroga, ki se mu reče slovenski zgodovinarji oziroma slovenski zgodovinopisci. No, če lahko rečem k temu dva stavka, zdaj veliko sovražnikov si deliva, tako da to je v redu. Ampak hotel sem to reči, pri tej misli o dobrem človeku iz Prekmurja, to ni nekaj kar za odmet. Jaz tega sicer druge ne govorim, ampak mislim, da je vendarle neka simbolika v tem, da je v enem najbolj prelomnih časov v novejši slovenski zgodovini bil prvi, torej na prvem mestu prvi predsednik Republike Slovenije Prekmurec. Zakaj hoče? Sej veliko Prekmurcev je doseglo pomembne položaje, veliko jih še bo, Vratuša je bil tudi predsednik vlade in tako naprej. So tukaj strankarski prvaki, so bili ministri in so ministri in tako naprej. Ampak zakaj se mi to zdi ključno in simbolno? Poglejte, v slovenski politiki prevladuje kranjska mentaliteta. To je zgodovinsko pogojeno. Že iz časa Avstro-Ogrske. Ko so bile historične dežele, je bila Kranjska edina, kjer je bila slovenska večina, torej večina tudi v deželnih zborih, vse druge pokrajine so bile nacionalno mešane. Bile so pa večinoma bolj razvite, ali vsaj nekatere, kot Prekmurje, kot Primorska, recimo tudi bolj pluralne, bolj konfesionalne. Kranjska je bila, je in je še vedno, če me vprašate, najbolj konzervativni del slovenskega ozemlja in slovenske politike. To je politika izključevanja, to je politika kulturnega boja, že od vsega začetka, ne še samo od nastajanja več strankarstva, v 90-ih letih 20. stoletja, ampak že od 30. let 19. stoletja. Saj je znan tisti stavek namenjen Franu Levstiku, pogine naj pes, samo zato, ker je pač nasprotnik. Se pravi, ta politika je v izhodišču prevladujoča politika, bila takrat, bila je prevladujoča politika med obema vojnama, temelji na izključevanju, temelji na sovraštvu, temelji na osebnih zamerah, kot je bilo omenjeno, in taka politika se je žal obnovila in še potencirala po ponovnem nastanku več strankarstva. In vse, kar je izven te politike, je za osrednji del Slovenije čudno. Čudni so Primorci, ker so mediteranci, čudni so Prekmurci, ker so Panonci, ker imajo konfesionalen pogled in strpnost med sabo. In zato se mi zdi, da je zelo simbolno, da je Prekmurec v najbolj ključnem trenutku slovenske zgodovine, vsaj teh zadnjih nekaj desetletij, bil Prekmurec. Hvala. Lahko samo dva stavka, da boste bolj razumeli to, kar je dr. Repe zdaj povedal. On je deluxe Kranjec, je Gorenc, je zgori doma, to se pravi, toliko večjo težo ima to, kar je zdaj povedal o tej kranjski deželi. Nisem pa tipičen, kdaj dam tudi za pijačo. In če smemo še dodati, ker Božo, to ni skrivnost, profesor, to ni skrivnost, že dolgo je na zelo zanimiv način, osebni človeški način povezan s Prekmurjem preko svoje Darje. Ja, hvala. Žal je danes ni tukaj, ker je bolj zaposlena kot jaz, zato imamo od vse prekmurske kulinarike v zadnjem času predvsem zelđe, ker se da pogreti, ampak sem videl, da ima tašča eno vrečko sabo, tako da mislim, da se bo stanje popravilo. Ampak, če se za hip lahko vrnemo v
prej omenjeno obravnavano temo o zbirki, pogojno rečeno, laži, podtikanj, manipulacij, povezanih z predsednikom Kučanom ali na njegov račun, so žal med njimi tudi take, ki so ne samo politično, ampak tudi človeško izjemno boleče, ki so zadevali in zadevajo najbližje, mamo, očeta in najzgodnejšo mladost, ko bi najdomnevno pil srbsko mleko in ne bil hvaležen za to. Predsednik, nedolgo nazaj smo lahko ponovno brali te grde laži in grde insinuacije. No, to me ne čudi, to sem bil navajen o očitku na račun mojih staršev, njihovega medvojnega življenja in dela. Če bi moji starši bili mađaroni, jih ne bi zapirali in ne bi poslali na rusko fronto, kar zadeva pa to drugo reč, ali če v prvi rečem še tole. Oče tega človeka, ki to piše, je bil povojni učitelj v Moščancih in bi najbrž lahko vedel, kakšna je bila narava mađarske okupacije v Prekmurju. Ta druga zadeva se pa vleče od tistih časov najhujše konfrontacije z srbsko Miloševićevo politiko, ki je oblikoval tudi že omenjeni Ćosić preko znanega memoranduma Srpske akademije znanosti in umetnosti, in ko so v meni videli seveda glavnega nasprotnika, ali je bilo to res ali ne je drugo. Mi smo se pač konfrontirali glede pogledov na prihodnost in na samo naravo Jugoslavije in življenja v njej. Da bi me kompromitirali, so rekli, evo, ne, med vojno, pravi, smo ga gostoljubno sprejeli v Užice, ne, jeo je naš lebac, je pil naše mleko, a evo postal srbožder. Seveda spet se vračam, kar je bilo med vojno, ne, iz Slovenije, oprostite, iz Prekmurja, Mađari ljudi niso izseljevali, predvsem jih pa niso izseljevali v Srbijo. Ampak ne, moji demanti, poskusi, da se stvari pride do dna, seveda ni res. Res je to, da je moj oče bil ranjen pri osvobajanju Čačka, da je izkrvavel na poti v bolnico v Gornjem Milanovcu, da je bil tam tudi pokopan in da smo ga po vojni potem prekopali na soboško pokopališče. To je vse, kar je povezano z medvojno zgodbo in mojim bivanjem v Srbiji, ki ga seveda ni bilo. Hvala, predsednik. Oče in mama predsednika sta bila učitelja. Tudi eno od sester je še nedolgo nazaj poučevala tukaj v Murski Soboti. Pardon, dve, se pravičujem. Ampak ena je samo v Murski Soboti poučevala, druga pa malo čez mejo. Ampak nekaj drugega bi rad k temu dodal in to izkoristil kot istočnico. Tudi Tjaša Šimunka, sicer iz Lendave, je učiteljica. Prihaja tako rekoč iz istega šolskega dvorišča, ne iz iste šole, ampak iz istega šolskega dvorišča, oziroma je izjemna pevka, mezzosopranistka, glasbeno izobražena, glasbena pedagoginja, prijateljica, partnerica že nastopajočega prijatelja Mihe Kavaša in zdaj boste skupaj zapela eno nam pesem, ki nam bo zanesljivo segla daleč v dušo. Ko pa rože, o
Tjaša in Miha, ki sicer tudi skupaj nastopata s prijatelji za skupino Etnotrip, kateri jo verjetno poznate po njunih zgoščenkah oziroma po njunih številnih nastopih tukaj in širše. Ampak profesor je med drugim tudi v knjigi pa zapravo to potrjeval, zapisal, da je predsednik Kučan kot odprta knjiga. Ampak jaz ne bi širše zdaj o tem, ampak bi rad nekaj drugega predsednika povprašal, potem pa še nekaj dodal, namreč, da se je v mladih letih znašel pred dilemo kot študent ali iti v pravosodje ali iti na kakšno drugo delovno področje. Pa se je pač odločil, kot se je. In se je, lahko rečemo, za nazaj odločil dobro. Predsednik, profesor je v tej knjigi na 617 straneh popisal zelo izčrpno tvojo bogato politično pot minulih 50 aktivnih let. Vse, kar je bilo relevantnega, je zajel na različne načine, dokumentiral. Ampak če bi moral sam iz te svoje izjemno bogate, intenzivne politične poti izluščiti nekaj stvari, 1, 2, 3, na katere bi bil sam še prav posebej ponosen. O njih piše profesor, ampak je nekaj drugega, če nam ti mogoče sam to poveš. Seveda bo pa profesor verjetno potem kaj dodal ali korigiral, ampak to pustimo za potem. Najprej, Marjan, jaz domnevam, da ti mene uslavljaš predsednik samo zaradi tega, da bi bilo krajše, kot če bi rekel bivši predsednik. Ja, seveda, za mene si pač predsednik. In to boš ostal. Sem gledal to presenečenje, ki si ga pripravil z Rudijem. Gledal sem tole, on ima z rdečim, pa ne vem, si imel prečrtane tiste, ki jih nisi povedal, ali tiste, ki si jih imel povedane. Torej, na kaj sem ponosen. Nekako mislim, da sta bile vendarle dve odločitvi ali pa recimo dvoje delovanj tistih, ki sta z vidika povezanosti mojega dela z usodo slovenstva najpomembnejši. Prva je povezana z mirnim prehodom Slovenije iz enega družbenega sistema, iz družbeno-političnega sistema v drugega, ki je zahteval pravzaprav neko fronto in pozornost na to, kako se bo delo ali, če hočete, projekt iztekel. Najprej je bila to fronta znotraj same Zveze komunistov, ki sem jo takrat ob koncu 80-ih let vodil, kjer je šlo za neko razlikovanje in tudi konfrontacijo pogledov na to, kam je potrebno usmeriti pozornost. To recimo se je manifestiralo takrat v nekem sporu, o katerem knjiga tudi govori, z nekdanjim predsednikom Zveze komunistov Francetom Popitom in predsedstvom oziroma sekretariatom vodstva Zveze komunistov, ki je preprosto poznalo slabosti enopartijskega delovanja in monopola, ki ga je partija imela in ki je pravzaprav na svoj način pripeljal državo in seveda tudi Slovenijo v krizo. To je bila ena fronta. Druga fronta je bil Beograd. Tendenca po preurejanju Jugoslavije v centralizirano državo, ki bi služila interesom enega samega naroda, to se pravi večinskega naroda, in državo po meri interesov zgodovinskih in aktualnih po meri tega naroda. To je bila politika, ki so jo takrat zastopali voditelji Srbije. Omenil bi to neko knjigo, ki je napisala zgodovinarka in nekoč političarka Glatinka Perović, ki knjiga je debela, še bolj debela, kot je ta knjiga Boža Repeta, ni pa tako težka, ker je na drugačnem papirju, in ki ima naslov Neželjena elita in govori o srbski politični eliti, kjer govori o vrsti srbskih politikov, največ seveda časa oziroma oprostite prostora posveča Dobrici Ćosiću. In to od njegovega medvojnega delovanja, še kot partizana in potem preko njegove pisateljske in politične kariere. In rdeča nit njegovega delovanja je bilo zavzemanje za Jugoslavijo po interesih Srbije in kot ključnega nasprotnika in nevarnega za takšno podobo
Jugoslavije seveda smatra Slovence in slovensko politiko, slovensko politično vodstvo. To se je potem manifestiralo ne samo v konfrontaciji s srbsko politiko, ampak tudi z politiko političnega vodstva jugoslovanske armade, ki je seveda v vrenju, ki je bilo v Sloveniji in ki je bilo večplastno in iz večjih izvirov, videlo nevarnost za takšno Jugoslavijo, ki je tudi njim, se pravi armadi in vojaškemu političnemu vodstvu dajala zatočišče in domovino. Tretja fronta pa je bila seveda znotraj Slovenije. Ta rastoča opozicija, če uporabim to besedo, ki je bila kritična do dogajanja v Jugoslaviji, do sistema, kakršen je bil, in ki je šla lahko kakšen korak, dva naprej od tega, kar smo razmišljali mi, zato ker je imela varovan hrbet. Če to rečem drugače, lahko je v Sloveniji cvetelo 100 cvetov, zato ker je bil vrt en in ker je ta zid zavaroval, da pozebe ni bilo prezgodaj. Grožnje z izrednimi razmerami, z grožnjami zveznega tožilca, z grožnjami vojaškega udara oziroma vojaškega nadzora v Sloveniji so bile na nek način blokirane. In seveda, če imate to pred očmi, to trojno fronto, je bilo seveda potrebno veliko naporov, veliko poznavanja, veliko potrpežljivosti, če hočete tudi veliko taktiziranja na vse strani, da se stvar ni iztekla v škodo tako imenovane slovenske pomladi. Mirno smo relativno prešli iz enega sistema v drugega, kar seveda nekatere moti, tiste, ki kar naprej govorijo o potrebi ilustracije, o tem, da stvari niso bile pripeljane do konca in tako naprej. To je v knjigi obdelano. Druga stvar, ki se mi zdi pa pomembna, je bila povezana s prizadevanji Slovenije, da bi Jugoslavija, potem, ko je bilo jasno, da je njen rok trajanja iztekel, da bi se razšla po mirni poti. To je bil tudi koncept ne odcepitve Slovenije, ampak razdružitve, pa vas to teoretično, s tem teoretičnim problemom, ki ima seveda praktične posledice, ne bi utrujal, ampak kar smo se zavedali, da bi nasilni razpad Jugoslavije lahko povzročil katastrofo, tragedijo, kakršna se nažalost tudi zgodila, smo takrat predlagali drugim republikam takratne skupne države, da se razidemo po mirni poti. To je bila resolucija, ki smo jo ponudili drugim republikam. Nažalost je bila zavrnjena, razen v Zagrebu, v Saboru, na nek molčeč način, tako kot smo bili že navajeni tega sodelovanja z Hrvaško. In potem seveda prizadevanja, ko je katastrofa nastopila, da bi čim prej končali vojno v Sloveniji, da bi potem tudi čim prej končali tragedijo, katere žrtev je predvsem bila Bosna in Hercegovina, z vojno, ki so jo vodili proti njej, najprej samo iz Beograda, potem pa v enem delu tudi iz Zagreba. Skratka, pogajanja z Evropsko trojko že v času vojne v Sloveniji, dvakrat, potem mirovna pogajanja na Brionih, ki so omogočila, da se je vojna končala in da smo začeli živeti relativno mirno in da smo se začeli ukvarjati z vsebino našega bodočega življenja, se mi zdi, da je bila zelo pomembna. Kako velikim nevarnostim smo se pa izognili, če berete knjige, ki so jih napisali generali Jugoslovanske armade o tem obdobju. To je predvsem Veljko Kadijević in še posebej Branko Mamula, ki je izdal zdaj še drugo knjigo spominov, ki piše o tem, kakšne načrte Jugoslovanska armada oziroma njeno politično vodstvo imelo tudi po brionskih sporazumih in tudi po sprejetju sklepa, da se armada iz Slovenije umakne. Skratka, armada se s tem porazom Sloveniji ni sprijaznila, mislila, da je potrebno ponovno zasesti Slovenijo, da bi mednarodna javnost in politika, ko bi bila soočena z izvršenim dejstvom, seveda na to tudi pristala in da bi na ta način tudi armada oprala svoj obraz, ker se je čutila ponižano s tem, kar se je v Sloveniji zgodilo. Torej, če strnem ta odgovor, dvakrat bi rekel, mirna pot iz enega sistema v drugega in miren relativno izhod Slovenije iz nevarnosti, ki bi se ji reklo vojna
in z vojaško silo zatrtje slovenske plebiscitne odločitve o življenju v samostojni državi. Jaz bi se v osnovi s tem strinjal, dodal bi to, da zlasti pri tem prehodu je bila več pomembnih dogodkov, ampak ta recimo konferenca Evropa zdaj, ne, ki pomeni v bistvu prehod v socialdemokratsko stranko, čeprav ni bilo preimenovanja, in ta govor, ne, ki ga je imel takrat. Je tudi neko mladinsko obdobje, ko je on postal predsednik Zveze mladine, je ta govor tako aktualen, da samo kakšno besedo zamenjate, pa mislim, da bi ga večina mladih danes podpisala. Ne. Drugače je pa tudi obdobje, ko je postal predsednik, ne, ker je bilo treba vzpostaviti funkcijo predsednika in nekako vzpostavljati Slovenijo v mednarodnih odnosih in ne nazadnje tudi vzpostaviti torej funkcijo prve dame, ne, ki ni obstajala. No, s kasnejšimi prvimi damami smo imeli malo manj sreče. Ja, no, dobro, to je bilo treba recimo postaviti. Ne. Ampak da ne bomo samo pri teh dobrih stvareh, ne, jaz bom povedal, kaj meni učitajo, da v knjigi, česa v knjigi ni. Ne. Čeprav me to spominja na govor nekega mojega kolega, ne, ko je govoril starejšega, ne, ko je govoril svojemu sotovarišu na grobu in našteval vse njegove funkcije in potem na koncu rekel, in še mu ni bilo dosti. Ne. Tako da približno tako bi rekli tudi k tej knjigi, še kaj dodajati ne bi bilo res pretenciozno, no, ampak naj povem nekaj o kritikah in morda o mojih zgrešenih ocenah. Ne. Vlado Miheljak je recimo napisal, da ni imel vedno srečne kadrovske roke, ne, da ni pravzaprav vedno znal dobro izbrati sodelavcev. Jaz mislim, da jaz se samo deloma strinjam s tem. Zagotovo se pa ne bi strinjal Jure Godler, ne, ker on je izbral Boruta Pahorja in brez njega pol oddaje Jureta Godlerja ne bi bilo. Ne, tako da tukaj vseeno so neke dolgoročne posledice, ne, da pustim druge ob strani. Drugače pa meni, recimo druga taka kritika je bila od Marijana Zlobca, to je znan, kot veste, umetnostni kritik v Delu, ne. On je napisal, da jaz nisem dovolj poudarjal njegovo kulturno plat, povedal na vse, katere prireditve je hodil, ne, je seveda res človek, ki ima nek odnos do umetnosti, tudi do knjige, še posebej, ne, in kulture, ne, ampak skratka, da tega nisem obdelal, ne, in je napisal tudi, da tudi jaz nisem bil na teh prireditvah, ne, kar priznam, ne. Ampak dobro, lejte, če bi na ta način, ne, se zadeve lotil, potem mi bodo planinci očitali, da nisem napisal, kolikokrat je bil na Triglavu in kolikokrat je preplezal severno steno, ne, in tako naprej. Ne, skratka, ni mogoče pač, čeprav bi človek rad vsega popisati. Ne. Tako da, seveda, so stvari, ki v knjigi niso zajete, ki bodo morda kdaj obdelane, ne, ampak v osnovi so pa to neke te točke, ne, ki so bile povedane, ki se mi zdijo tako ključne prelomnice. Ja, in profesor, tudi med drugim, ne, v jeziku kolega novinarja Zlobca Marjana, nisi obdelal, recimo, ker tu je mnogo vinogradnikov, enologov, vinskih vitezov, obeh vinskih viteških redov na Slovenskem, kako je predsednik gostil svojega velikega prijatelja, češkega predsednika, pokojnega Havla, ko je bil na obisku, kajti nedolgo nazaj, vemo, smo slavili ponovno Martinovo zrelo oziroma novo vino, mlado vino, kako je bilo to. Med drugim tudi tega nisi omenil, predsednik, mogoče bi ti se spomnil. Ja, se spomnim, to je bilo martinovanje v gostilni pri Kirnu in seveda rekli boste, o mrtvih se govori samo lepo, ampak čudil sem se, da takrat, ko je bilo Martinovo in ko smo vsi poskušali vino, je naš prijatelj Havel pil pivo. Pred operacijo pa viski, ne. Ampak, če se vrnemo vendarle v svet realne politike, nekdanje in sedanje, predati je spominjanje, obeleževanje pomembnega jubileja, referendumsko obdobje oziroma plebiscita, pardon. V samem plebiscitu ne bi ne enega, ne drugega ničesar spraševali, sam dodajo, ampak pogosto se pozablja, spregleduje ali načrtno ali ne puščamo v strani, da je pred referendumskim obdobjem bilo tudi izjemno pomembno za potem sam referendumski oziroma plebiscitni rezultat.
Na dve stvari bi konkretno mislil, da ima vaju rad poprašal ali spomnil. Prvo je oni sporozum, ki je bil podpisan, tako rekoč v teh dneh smo se tega spominjali, sporozum strank, političnih strank, katerega pomen bi se dalo aktualizirati tudi za današnje čase. In predsednik tebe seveda direktno bi rad, ker mislim, da bi bilo lahko za današnje prijatelje in prijateljica zanimivo, kako so potekali takratni razgovori konec novembra in začetku decembra 90. leta. Razgovori, ki si jih ti vodi in ki jih je tudi profesor v svoji knjigi primerno obdelal. Ne, to je bil pač čas, ki je zahteval ukrepanje, ki se je imenovalo poskus najti soglasje o odločitvah, ki so zagotavljale uspeh projekta, ki se mu je reklo Samostojna Slovenija. Zdaj, ta podpis tega strankarskega sporazuma, kaj je pravzaprav bil njegov motiv? In mati tega sporazuma je v bistvu dr. Spomenka Hribar. Takrat je šlo za odločitev, mislim na plebiscit, ki je bila razmeroma tvegana. Z neuspehom bi bile vezane hude posledice za tiste, ki so ga predlagali in seveda za vso Slovenijo, za vse slovenske državljanke in državljane. Bila bi potrditev tega, kar se je iz Beograda kar naprej poskušalo vsiliti v slovenski politični prostor in tudi v mednarodni prostor, da slovensko politično vodstvo pač uveljavlja neko politiko, za katero pa nima podpore v slovenskem narodu, ali drugače rečeno, Slovenci so dobri ali jim ne valja njihovo rukovodstvo. Da bi v ta tvegan projekt, in jaz seveda sem tudi to povedal, da je projekt tvegan, lahko prepričali ljudi, ki so itak z svojim razpoloženjem bili na nek način siti teh stalnih jugoslovanskih prepirov in življenja v brezperspektivni državi, ki jo je razjedala globoka kriza. Ampak to se je moglo seveda odraziti tudi na samem rezultatu plebiscita. In zato je bila potrebna enotnost politike slovenske oziroma političnih akterjev, da ne bi pri ljudeh puščali dvoma, da za to odločitvijo, za tem projektom stoji enotna slovenska politika. Enotnost je bila potrebna v ljudstvu, ta je bila, ampak bi lahko bila omajena, če bi začeli ljudje dvomiti, kdo pravzaprav za tem stoji in kakšne bodo posledice takšne neenotnosti. To je drugače kot danes, ko govorimo o enotnosti. Danes bi bila potrebna enotnost v državljanskem korpusu Slovenije, ki bi mu morala slediti politika. Krat je bila stvar obrnjena. Druga stvar pa je bilo sprejemanje zakona o plebiscitu, kjer je bilo nekaj vročekrvnih ljudi, ki jim je bilo vseeno, kakšen bo ta rezultat, samo da je pozitiven in seveda niso razmišljali o tem, da mora biti rezultat prepričljiv na eni strani za nas same, potrditev pravilnosti odločitve, da mora biti prepričljiv za jugoslovansko javnost, da se ovrže ta krilatica, o kateri sem govoril, o dobrih Slovencih in slabem vodstvu, in tretjič, da mora biti prepričljiva za mednarodno javnost, ker bomo na tej podlagi zahtevali mednarodno priznanje Slovenije. To je bila razprava na eni točki, kakšen naj bo kvorum in kakšna naj bo veljavnost sporazuma. Ne bom zdaj imenoval imen in ljudi, ki so s to vroče glavo pravzaprav izsiljevali čim prejšnji rok za izpeljavo plebiscita in ki so seveda zato trdili, da je vsako resno razmišljanje o tem, kdaj je pravi čas in kakšen mora biti kvorum, da bo prepričljiv ta rezultat, seveda imenovali omahljivce. To je seveda najlažje, če ne nosiš odgovornosti in če ne poznaš razmer. Takrat morate vedeti, je bila še Jugoslavija, je veljala jugoslovanska zakonodaja in so veljali jugoslovanski mehanizmi. To je seveda nekaj, kar je v knjigi obdelano, bi pa vzelo preveč časa vam, če bi razlagal podrobnosti. Ja, 3 misli bi k temu dodal. Prvič, plebiscit ni bil plebiscit za vojno. To se danes dostikrat pozablja. V teh razpravah se je pojavil tudi predlog od teh, da tako rečem, vročekrvnežev,
o katerem so razpravljali, da to ne bi bilo eno vprašanje, ne, ampak da bi bila 3 vprašanja. Torej, vprašanje, ali ste za federacijo kot je, ali ste za konfederacijo, ali ste za odcepitev. Ne. Ta koncept ni prevladal. Lahko si pa predstavljate, kako bi se ti glasovi porazdelili v primeru takega tipa. Ne. Jaz si dovolim ugibati, da bi ljudje, ker kot sem rekel, niso s plebiscitom želeli vojne, da bi najbrž velik del, morda celo večina, ne, neka relativna večina, glasovala za konfederacijo, ki je bila takrat opcija. Ne. Se pravi, že oblikovanje vprašanja, ne, na nek pameten način je bila ena od teh, bi rekel, zelo pomembnih, da tako rečem, ključnih zadev. Ne. In še drugo vprašanje, drugi del tega, ne, ki je bil malce nakazan, vprašanje odgovornosti. A veste, ljudje, ki so prišli na oblast, ne, z Demosom, so v bistvu dolgo časa, kar nekaj mesecev so rabili za drugačen način funkcioniranja, so dolgo časa funkcionirali tako, kot so prej, ko so bili pač ta formalna ali neformalna opozicija. Ne, se pravi, z glasnim izražanjem zahtev, s pisanjem raznih resolucij, ne, s takimi in drugačnimi kritikami slovenske oblasti in zlasti jugoslovanske, ne. In ko so prišli na oblast, se je ta mehanizem kar ohranil. Ne, še ves čas so pričakovali, da bo tako kot v 80-ih letih, da bo tam neka oblast, da bo tam nek Kučan, ki jih mora zaščititi. Ne. In šele po nekem času jim je prišlo v zavest, da so pravzaprav ravno v takih razpravah, da so pravzaprav oni sedaj odgovorni za Slovenijo in da morajo oni stvari izpeljati tako, da bodo čim bolj optimalne. Pa še to moram reči, ni vsem prišlo v zavest. Ne. Hvala, profesor. In nekaj bi se profesor še dodatno poprašal iz tega istega obdobja. Ti v knjigi objavljaš, zahvaljujoč predsedniku, del njegovih dnevniških zapisov, ki jih je v enem obdobju pisal, med drugim tudi zapis njegovega razgovora z generalom Kadijevičem, oziroma takratnim ministrom za obrambo, ko je bilo jasno povedano v tem razgovoru strani Kadijeviča, kdo je kaj v Sloveniji, kdo so pravi nasprotniki, oziroma potrjeno. To je že predsednik prej mimogrede posredno omenil, ocene, da gre v Sloveniji za kontrrevolucijo, oziroma da slovensko politično vodstvo podpira, celo vodi kontrrevolucijo in da določeni dogodki, določena dogajanja, ki jih poznamo pod imenom četverica, JBTZ in podobno, so bili zgolj delčki tega mozaika, oziroma da bi se zgodili, če ne z istimi osebami, bi se pa lahko zgodili z drugimi osebami. To mislim, da je tudi koristno, da... Ja, no, ta tako imenovana afera JBTZ je bolj ali manj raziskana, to so naredili že tudi drugi pred mano. Jaz sem dodal nekatera pričevanja Ivana Eržena, zlasti tudi pokojnega ministra za notranje zadeve Tomaža Jartla, sem imel še srečo, da sem ga, torej, da tako rečem, ujel za življenja. Tako da tukaj jaz ne bi, mislim, da v glavnem poznate stvari, ne bi zahajal v podrobnosti. Rekel bi 2 stvari, ki se tukaj pojavljata. Prva zadeva je v tem, ki se ves čas vrti in na tem je tudi temelji del politike, da je torej Kučan dal aretirati Janeza Janšo. To ne drži in tega meni ni treba posebej dokazovati, ker so pač že drugi. Lahko se pa postavi vprašanje, ali bi lahko preprečil njegovo aretacijo in kaj bi to pomenilo. Jaz o tem ne pišem v knjigi in tudi nisem pravzaprav govoril doslej, ampak vendarle ne bi nekaj misli k temu povedal. Poglejte, teoretično gledano, mi se v zgodovini opisuje tako, nikoli ne smeš govoriti, kaj bi bilo, če bi bilo. To je tako imenovana if history, ampak najrajši vsi govorijo o tem, seveda. Torej, teoretično gledano, seveda bi on lahko rekel, poslušaj, Tomaž, ne ga aretirati. In jaz domnevam, da bi Ertl tudi temu sledil. Ampak kaj bi to pomenilo? Pomenilo bi 2 stvari. Prvič bi pomenilo zanikanje samega sebe. On je od začetka, ko je postal predsednik Slovenske zveze komunistov, je imel 3 pogovore s službo državne varnosti. Vse 3 pa podrobno opisujem.
tukaj. Ne. Za eden je najobširnejši, v njem je bil tudi zapisnik, je šel na policijske postaje in tako naprej. Dva sta manj znana in tudi ni vseh virov v njih. Jaz sem jih nekaj pridobil tudi iz ljudi, ki so bili na sestanku. On je tam službi državne varnosti rekel, vi morate slediti zakonu. Ali z besedami, ni več vaša mama partija, vaša mama je zakon. In to je povzročilo pri službi državne varnosti veliko negodovanje, ker so pač pričakovali navodila, kaj v odnosu do tega tipa opozicije, kaj do preverk za izpostavljene položaje v družbi, ki so jih delali, kako v odnosu do cerkve in tako naprej. Ne. Se pravi, hotel je vzpostaviti neko zakonsko stanje. Ne. No, sedaj, in kot rečeno, ne, je to recimo v 2 letih, približno 2 letih, od leta 86, ne, pa do leta 88 nekako uspelo. Zdaj si pa predstavljajte, da se ob tem primeru vrne na staro politiko, ne, bom rekel temu popitovsko, in reče, no ja, bom pa spet malo odločal, koga boste aretirali in koga ne boste. V tem primeru ga boste, v drugem pa nekoga ne boste. Se pravi, to bi bil nek nastop proti samemu sebi. In druga zadeva, ki je povezana s tem vprašanjem v bistvu naključnosti, ne, ker vojska je pač predvidevala neko reakcijo na tako imenovano kontrarevolucijo v Sloveniji in bistvo tega dokumenta, ki je potem postal sporen, predmet tudi sojenja, je bila povečana bojna pripravljenost v tedanji ljubljanski armadni oblasti, zato, ker je vojska načrtovala aretacije večjega števila ljudi, ki so pisali, govorili, kakorkoli bili proti njej. Ne. Se pravi, to je bilo bistvo tega dokumenta. Ne. Torej, kaj bi se zgodilo, recimo, da ne bi bil aretiran Janez Janša v tem primeru ali kdo drug. Ne. Če mene to vprašate, je bil za vojsko mnogo bolj nevaren Vlado Miheljak, ker je napisal pač tisti članek Noč dolgih nožev, samo niso vedeli, kdo ga je napisal. Ne. Torej, tudi če ne bi bil aretiran ali Janša ali kdo drug, pač kdor bi pač prišel v ta klopčič, ne, bi vojska vseeno naredila to. Ne. In zraven bi imela dodaten argument, da v Sloveniji vlada kontrarevolucija in da je na njenem čelu Milan Kučan. Kaj pa bi bil bolj jasen dokaz kot to, da podpira nekoga, ki ima odtujen dokument o izdaji vojaške skrivnosti, dokazovali so takrat sicer neuspešno, da je to povezano s tujimi obveščevalnimi službami in tako naprej. Ne. Se pravi, stvari je le treba gledati v nekem širšem kontekstu tudi odgovornosti za razmere v celotni republiki. Ne. In ta sestanek, ne, ki ga ti omenjaš, bile so mnogokrat kritike, sedaj niso več, ker sem objavil cel zapisnik, ne, ravno zaradi tega, bile so večkrat kritike, da se je avgusta 88, torej sestal s Kadijevičem, kar je sicer res, in da sta se s Kadijevičem dogovarjala za višino kazni. Ne. Kar pa ni res, to je iz zapisnika popolnoma jasno razvidno. Ne. Generalom je šlo za to, zadnjič bi lahko rekel, za prepričati Kučana in slovensko vodstvo, naj pristane na enotno armado, se pravi, naj dovoli nek tak ali pač bo v soglasju z nekim takim konceptom, kot so ga imele latinsko-ameriške države. Se pravi, vojska ima posebno vlogo v družbi, je njen glavni modernizacijski dejavnik, ne, vse bistvene raziskave se dogajajo znotraj vojske, tam je pač višek tehnologije, razvija razna orožja in tudi druge zadeve, ne, ima torej posebno vlogo v družbi, njene elite, vrh je nedotaknen, ne, in torej v takem primeru seveda bi vojska funkcionirala naprej in se je bila pripravljena, to ni razvidno iz tega zapisnika, pač pa iz drugih zadev, v takem primeru bi se bila pripravljena odreči tudi svoji, da tako rečem, partijski domovini, ne, socializmu in navezavi na torej to politiko Tita po Titu. Ne. Samo, da bi ohranila to svojo vlogo. No, ampak za to slovensko vodstvo ni bilo in to je bil glavni problem in tam na tem sestanku je torej Kadijevič zelo jasno povedal, je rekel, mi se sedaj ne bomo več ukvarjali s pijoni, torej s kmeti. Ne. Hotel je reči, ukvarjali se bomo s kraljico, to si pa ti. Ne. In to je bistvo tega problema tedanjega. Ampak ni zanimivo, in profesor in predsednik,
Takrat je bil, kot si ti zdaj povzel, je bil predsednik deležen očitkov, obsodb, kritike, da vodi kontrrevolucijo. Nekaj časa, nekaj let kasneje, pa si bil obtožen, potem ko smo že bili država, da si ti bil glavni organizator nekega transporta, nekega orožja na mariborsko letališče, ki da ga bi naj uporabil z svojimi prijatelji, kolegi, tovariši za državni udar v Sloveniji. Jaz kot kraljica bi si seveda to lahko privoščil, ampak žal ne. V mojih zelo otroških letih se mi je zdelo, da bi bilo lepo, če bi bil angleški kralj. Ampak seveda to sem sklepal po tem zunanjem blišču. Ko poznam stvari od blizu, kraljici angleškim čisto nič ne zavidam. Ampak ne, še prej, preden te odgovorim na to vprašanje v zvezi z tem procesom, moram le povedati, da se ga ne da razumeti izven konfrontacij, ki je takrat bila zelo zaostrena med slovenskim političnim vodstvom in političnim vodstvom armade, povezano seveda tudi z srbsko politiko. Predmet spora je bil predlog, da v zveznem proračunu dobi armada poseben del, ki ne bi bil deležen usode proračunskih postav, tako kot jih je bil sicer zvezni proračun. To se pravi poseben proračun za Jugoslovansko ljudsko armado, s katerim bi razpolagala samo armada izven kontrole. In ob tem je bil še drug projekt proizvodne tako imenovanega jugoslovanskega supersoničnega vojaškega letala. Po vzoru, kot je že prej bil proizveden po ruski licenci nek ruski tank, ne vem koliko. Skratka, 84. Materialne možnosti Slovenije, da bi na to pristala, v tistem konkretnem obdobju ni bilo mogoče. In to je bila glavna zamera, potem povezana seveda še z pisanjem o armadi, noč dolgih nožev, prodaja orožja Somaliji menda, o čemer je pisal novinar Pudgar ali Eritreje. Skratka, tu je nastal nek kompleks, kjer se je iskalo povoda za to, da bi lahko nastopile z proglasitvijo zveznega predsedstva v Sloveniji izredne razmere, z nastopom vojske, tako kot se je to zgodilo na Kosovu. Zdaj, seveda, vprašanje, kdo je dal komentirati. Jaz gotovo nisem prepričan, da bi se zgodilo obratno, da ne bi bilo soglasja kakšnega posebnega, če bi bilo potrebno aretirati mene, ampak hočem povedati nekaj drugega. Takrat, ko je prišlo do te konfrontacije in ko je slovenska javnost postala pozorna, ravno zaradi tega procesa, preko prepovedi uporabe slovenskega jezika slovenskim ljudem na slovenskem ozemlju v državi oziroma v republiki, ki je imela svojo suverenost znotraj jugoslovanske ustave, ko je bilo prepovedano, da bi procesu prisustvovali strokovnjaki kazenskega prava, ko je šlo za to, ali se bo ljudi zaprlo ali ne, ko je takratno politično vodstvo oziroma predsedstvo Republike Slovenije iskalo tudi izvedenska psihiatrična mnenja o tem, kaj bi pomenil zapor za te obdolžence. Takrat je seveda ta konfrontacija dosegla višek. In takrat je prišlo seveda tudi do tega razgovora, ki ga je zahteval Kadijević z menoj. In on mi je takrat odkrito povedal, ne sicer, da sem jaz kraljica, ampak je rekel, cilj ste vi, in preko teh ljudi in preko teh dogodkov bomo prišli do vas. To je bilo pravzaprav njegovo sporočilo. Zdaj seveda orožje, ki je bilo najdeno v Mariboru, je seveda neka druga zadevščina, je pa nadaljevanje teh konfrontacij. Ne z jugoslovansko armado, ampak znotraj slovenskih konfrontacij. To orožje se v tem je bilo že dostikrat povedano, preiskovalne komisije so bila tu zaslišanja in tako naprej. To orožje je bilo namenjeno Bosni in Hercegovini, pravzaprav Bošnjakom, če sem čisto odkrit, ki so takrat ostali pravzaprav brez oporišč političnih znotraj te jugoslovanske zgodbe. Beograd je skrbel za bosanske Srbe, Zagreb je skrbel za bosanske Hrvate, za Bošnjake ni skrbel nihče. Izetbegović se je potem seveda iskal podporo in pomoč v tako imenovanih državah, kjer so bili muslimanski bratje, kot je on rekel.
čeprav smo mi imeli veliko diskusij o tem, da je nespametno se sklicevati na to bratstvo v veri in v alohu, ampak ne glede na to, to orožje je prišlo je preko Brnika, takrat je prišlo do spopada Bošnjakov z Hrvati, takrat to je bila tista intervencija HVO, kako se imenovalo, ja, in so zaprli zračni prostor, preko katerega je to orožje prihajalo v Bosno in Hercegovino. Orožje je ostalo na letališču v Mariboru, je bilo, ko bajagi odkrito, za to orožje se je vedlo, da je tam, vedlo se je, odkot je prišlo in komu je namenjeno. To je ena od zgodb, ki se je pač poskušala takrat uporabiti za to, da bi se poračunalo za nazaj z nekaterimi stvarmi, ki seveda z realnostjo in z realnimi argumenti in dogodki niso imele zveze. Ampak to je samo ena od zgodb, ki so se nadaljevale in ki so imele svoje izvore oziroma svoje posledice tudi za kasnejše življenje in imajo posledice še za današnje konfrontacije v slovenski politiki danes. Mi vrede si omenil zaprtje zračnega prostora, eno kratko samo vprašanje, bolj anekdotično, kako si je reševal Adrijine avione ob zaprtem zračnem prostoru? No ja, ampak to ni bilo zaprtje hrvaškega zračnega prostora, to je bilo takrat, ko so nam razbili oddajnike, televizijske, radijske zveze in tako naprej, in ko so letala Jugoslovanske armade rušila oziroma raketirala tudi letališče Brnik in so na ta način poškodovali nekaj letal in zaprli so potem zračni prostor. Bilo je potem neko srečanje, še eden od poskusov reševanja Jugoslavije na Ohridu, in jaz sem takrat povedal, to je bilo sklep predsedstva takrat Jugoslavije in vlade Markovićeva, Marković je bil tu na tistem sestanku. Jaz sem takrat rekel, ne morem v Ohrid, zato ker imamo zaprt zračni prostor, letala so poškodovana, je na razpolago samo eno letalo Adrian Airways, to je bil, mislim, da DC-9, neko tako znako, to je bil skratka velik potniški avion. In tako smo dobili dovoljenje, oziroma Adria dobila dovoljenje, da je to letalo potem odneslo Marjana, Miho Ribariča in mene na Ohrid. Tam smo se izkrcali, letalo je odletelo v Italijo in tako je vse to letalo ostalo potem v uporabi, dokler se pač stvari niso uredile. Ampak to se mi ni zdelo tako pomembno, tudi danes se mi ne zdi pomembno. Res pa je, da je bilo prijetno potovanje v velikem avionu, 3 ljudje, pa 5 stevardes. Iz tega obdobja seveda eno... Mogoče bi raje ne, kaj takega predlagal. Iz tega obdobja, iz katerega izvira ta dogota, ta anekdota, in izjemno aktualno vprašanje tudi pri nas tukaj v Prekmurju, Pomurju in širše, zadeva popov, nekratko rečeno, zelo kratko, zelo hitro po teh burnih, oboroženih dogajanjih oziroma spopadih v Gornji Radgoni smo predsednik bili oziroma si bil v Gornji Radgoni. Kako je bilo takrat, se spomnimo nekateri, tudi med vami mnogi, in seveda zdaj vemo, kaj je pa v tem trenutku v zvezi s temi dogajanji najbolj aktualno. No, res je, jaz sem bil v Radgoni, mislim, da 2 dni po tistem pustošenju, ki se je zgodilo po razdejanju in po zločinu, ki je bil tam storjen. Videl sem, kako je to od mostu čez Muro pa do koga oziroma do hrvaške meje. Smo takrat šli tudi skozi Čirinovo hišo, mislim, da je bil takrat izstreljena neka granata. Torej, imam do tega osebno izkušnjo, se pravi, to ni na podlagi nečesa, kar so pripovedovali drugi, videl sem sam, kako je to bilo. Zdaj seveda to, kar se je zgodilo na sodišču, če je to vprašanje, seveda politično, jaz mislim, da je to nesprejemljivo. To je politični nivo, težko je po tem, kar se je tam zgodilo, z ljudmi, ki so tudi izgubili življenja, svojce, ki so bili žrtve tega, kar se je tam dogajalo, da bi se sprijaznili s tem, kako je odločilo sodišče. To je ta politična plat. Meni se zdi to preprosto nerazumljivo. Pravna plat je seveda drugačna. Domnevam, jaz poznam stvari, da tožilec, da je umaknil obtožbo zato, ker ni imel argumentov
dovolj, s katerimi bi podkrepil svojo obtožbo. Ampak ne. Vse to se v Sloveniji dogaja ne samo na Soboškem sodišču v tem primeru, tudi v drugih primerih se zdaj postavlja vprašanje sposobnosti tožilcev, ali so našli prepričljive razloge za obtožbo. Ugotovi se, da tožilci niso uspeli dokazati krivde, stvari so bile razveljavljene, nekatere so zastarale, nekatere so pač še zmeraj v pritožbenih postopkih. Tako da jaz ločujem to politično plat od te pravne plati. Tu pa so seveda še druge pravne možnosti in mislim, da bo stvar dobila svoj pravni epilog tudi druge in ne samo s tem umikom obtožnice na Soboškem sodišču. Že več kot 10 let smo polnopravna članica Evropske unije. Vemo. In če bi predsednik, ki si bil takrat predsednik, Bivši. Ne, ti si bil predsednik, pusti me zdaj to formalnost ob strani. Takrat si bil že bivši, mislim, kot smo šli v Evropsko unijo. V redu, ampak za časa tvojega predsedovanja se je vse izvedlo, to je bilo takrat zgolj formalno potrjeno, končno. Skratka, če bi primerjali Evropsko unijo, ko smo stopali vanjo z stanjem, situacijo dan danes v Evropske uniji, seveda je to zelo zahtevno vprašanje, pa vendarle. In profesor, ki se ukvarja z novejšo zgodovino, in predsednik, ki si to zelo aktivno, ne samo podoživlja, ampak usmeril, vodil, koordiniral aktivnosti pred formalnim stopom, bi pa sam dve drobni vprašanji. Ali smo pravilno razumeli signal 1. maja, ko smo formalno, slavnostno častili stop od Hodoša do Ankarana, signal v Ljubljani, ko so takratni lastniki tobačne tovarne v Ljubljani to tobačno tovarno zaprli. Istega dne, ko smo formalno mi postali polnopravna članica Evropske unije. In drugo vprašanje, o katerem si ti, profesor, že večkrat tudi pisal. Zakaj mi slovensko politično vodstvo ali pa državna vodstva, politična vodstva v večji meri ne koristimo naše lastne ali pa jugoslovanske izkušnje, vključno z seveda ali predvsem razpadom in vsem, kar je s tem povezano, v naših razpravah, v naših nastopih, v oblikovanju naših predlogov v okviru Evropske unije. Ko mimogrede, stavek samo 10 sekundah, na Pekinški univerzi je v posebnem študijskem programu poseben predmet študij razpadanja Sovjetske zveze in razpadanja Jugoslavije. Zato, da se jim bi nekaj podobnega lahko zgodilo jim na Kitajskem. Predsednik, profesor. Vi ste strokovnjak za Kitajsko. Ne, to je bilo mimogrede. Zato imamo Uroša Lipovška zdaj tam. No, teda to je zelo, bi rekel, kompleksno vprašanje za mogoče celovečerni pogovor, ampak gledajte, razmere, čas, ko smo se mi odločili za vstop v Evropsko unijo, so bile bistveno drugačne od današnjih. Tudi Evropska unija je bila nekaj bistveno drugačnega od tega, kar danes je. Z odločitvijo za samostojno državo smo mi implicitno s kritiko Jugoslavije sprejeli tudi odločitev, da hočemo v evropsko integracijo. Ker ena od točk konfrontacije z Jugoslavijo je bila, da se je Jugoslavija zaprla pred temi procesi integracije. Nimajo prav tisti, ki trdijo, da se takrat nismo odločili za Evropsko unijo. V bistvu, v principu smo se. Pot do tja je bila dolga. Bilo je potrebno izpolniti vrsto pogojev, bilo je potrebno koordinirati vrsto ministrstev, ki so imela nalogo, da se pogajajo o posameznih poglavjih, ne vem, koliko jih je bilo, mislim 32, če se ne motim. In ko je to postala težava, ta koordinacija, je to delo prevzel takratni minister Igor Bavčar, ki je to delo odlično opravil. Ta koordinacija je od takrat naprej stekla in Slovenija je bila prva država, ki je izpolnila pogoje za sprejem v Evropsko unijo. Potem je seveda bilo stališče, da država, ki izpolni pogoje, ne bo sprejeta, dokler ne bo izpolnilo pogoje vseh 10 kandidatk, predvsem pa dokler pogoje ne bo izpolnila Poljska, ki je bila za Evropejce najbolj interesantna, ne samo zaradi slabe vesti, ki so imeli do Poljske in do tega, da so jo pustili na cedilu v začetku druge svetovne vojne, ampak tudi, ker je Poljska z svojimi še milijoni prebivalcev bila zelo velik trg. Ta kriterij je bil seveda tudi uporabljen pri Romuniji in pri Bolgariji, ki tudi po moji sodbi niso takrat izpolnjevala pogojev. Ampak ne. Potem so stvari začele teči v, po moji sodbi, napačno smer. Ideja, zaradi katere je bila ustanovljena Evropska skupnost oziroma najprej Evropske skupnosti, takšne kot so bile, in potem Evropska skupnost in Evropska unija, to je spoznanje
velikih, izkušenih in modrih evropskih državnikov, ki so imeli izkušnjo druge svetovne vojne in ki so želeli za bodoče generacije Evropejcev preprečiti, da bi Evropa bila vojna oziroma kontinent stalnih vojaških spopadov. Mir, sodelovanje in solidarnost, to so bila načela ob vseh drugih, ampak ta so bila ključna. Z odhodom z prizorišča teh velikih državnikov, ustanoviteljev, je prišla na površje pragmatična generacija evropskih politikov, postale so pomembne razprave o kontingentih, o, kako se to že reče, kontribucijah, o prispevkih proračune, o dobljenih sredstvih, se pravi princip daj dam. Na idejo, ki bi morala biti nadgrajena, ki bi morala biti prilagojena razmeram, se je pozabilo. Mogoče se boste spomnili, takrat je bilo geslo v Evropi širitev in poglobitev odnosov v Evropski uniji. Širitev se je zgodila, poglobitev se ni zgodila, po moji sodbi se je zgodila poplitvitev. In tu so danes posledice. Tako da danes govoriti o Evropski uniji je nekaj drugega kot takrat. Takrat pa je tako Evropska unija kot NATO, se pravi članstvo Slovenije v obeh teh integracijah, bila potrditev, da je Slovenija demokratična država, ki izpolnjuje vse kriterije, po katerih živijo in delujejo demokratične države z tradicijo naslonjeno na evropsko, če hočete, humanitarno in demokratično izročilo. Drugo pa seveda je, kaj se je kasneje dogajalo in kako so tudi Evropejci nasedli temu, da tako imenovano zahodno razumevanje demokracije izvažajo države, ki imajo drugo tradicijo, drugo kulturo in drugo civilizacijo. Ja, pozabil si še kakšno tovarniško dobrodošlico v Evropsko unijo, recimo tovarno sladkorja, ne, edino pa še kakšno. Ampak ti se bila že prej. Ja, je ta bila že prej. Ja. Prosti, sam da to rečem, to sem pravzaprav pozabil, ker je toliko vprašanj v tvojem vprašanju. Ne. Ta prodaja tobačne tovarne, sladkorne tovarne ni bila povezana z vstopom Slovenije, ne, ampak z načinom privatizacije je pa neka druga zgodba in bi se tako napačno iztekla, ne glede na to, ali smo bili v Evropski uniji ali ne. No, lej, rekel bi to, tudi jaz imam kitajske študente, ki hodijo študirati razpad Jugoslavije zato, da se njim ne bi isto zgodilo. Ne. Ampak hočem reči to, ne, v to dilemo smo bili v bistvu prisiljeni, ne, tako ali drugače. Ne, ni bila naša prostovoljna izbira. Mislim, da so Slovenci v Jugoslavijo vsaj do druge polovice 80-ih let verjeli, da so vanjo vložili veliko energije, tudi finančnih sredstev, in da jih je pač situacija prisilila da tako rečem, zapustitvi. Ne. Pa s tem, pa nisem kakšen jugonostalgik, ampak to se da zgodovinsko dokazati. Ne. Čeprav nekateri skušajo drugače. Ne. V malce cinični varianti lahko stvar postavite tako, kot jo je Jože Mencinger, ne, ki je rekel, ja, to je bila izbira biti prvi na vasi ali zadnji v mestu. Ne. Mi smo se pač odločili, da bomo zadnji v mestu in to so posledice. Ne. Zagotovo mi ne znamo izkoristiti svojih izkušenj iz Jugoslavije ali, če rečem drugače, ne. So države, ki delajo veliko napako zato, ker pozabijo na zgodovino. Ne. To je zelo zgrešen princip. Ne. So pa države, ki politiko gradijo izključno na zgodovini ali na odnosu do zgodovine. Ne? In je ena sama država, to je Slovenija, ki politiko gradi na kombinaciji obeh teh dveh zadev. Ne? To je tudi eden od razlogov, da smo v velikih težavah. Ne? Torej, mi smo z Jugoslavijo imeli pozitivne in negativne izkušnje, zagotovo smo si pa v njej izborili emancipacijo. Ampak, ker ima Jugoslavija negativen ideološki prizvok, ne, nobena ta izkušnja tam ni nič vredna. Ne, čeprav bi jo lahko s pridom izkoristili, ne, in kar zadeva Evropsko unijo, to je bilo rečeno, Evropska unija ni dograjena. Ne, in kot kaže, nikoli ne bo. Ne, vsaj tako zaenkrat kaže. Jaz upam, da se bo spremenila. Jaz sem do Evropske unije izjemno kritičen, to se ve skozi te moje prispevke, ampak mislim, da še vedno, da je za male narode najboljša rešitev. Ne, vsekakor manj slaba kot vse tiste prejšnje. Ne.
Problem je v tem, da se mi vračamo nazaj v 30. leta, ne, in v položaj, kakršen je bil takrat, ne, se pravi nekih majhnih, zakompleksanih državic, travmatičnih, pojavlja se revizionizem, medsebojni konflikti, ne. Jugoslavija je bila sprta skoraj, govorimo o kraljevini, skoraj z vsemi sosedami, ne. Slovenija se kar hitro bliža temu, ne, namesto da bi šla v kakšno drugo smer. Skratka, nobene od teh stvari nismo izkoristili. Problem Evropske unije je po moje v tem, ker je sestavljena iz nacionalnih držav. Ne, to ni samo problem Evropske unije, ne, to je nasplošno problem celotnega razvoja. Torej, Evropska unija in ta povojni razvoj, ki naj bi temeljil na miru, je hkrati temeljil na izločitvi drugače mislečih, na manjšin, recimo nemške in drugih, ki so same krive za svoj položaj, ampak to je dejstvo in danes se to samo potencira oziroma se k temu vračamo. Ne, hkrati, ne, to je velik poraz. Ne, multinacionalne države v Evropi ne uspevajo, žal. Ne, to vidimo. Ne. Hkrati je pa nacionalna država, kar je sicer žalostno, ampak je realno dejstvo, edini mehanizem obrambe, edina možnost, s katero lahko nek narod zagotovi kolikor toliko enakopraven položaj. Ne. Slovenija je to dosegla. Dosegla je v nekem obdobju, ko je sicer precej atributov državnosti že izpetih, so spremenjeni, ne, ali pa se morda vračajo na novo od varnostnih do vrste drugih, ne, ampak njen problem je v tem, da mehanizme, ki jih ima v Evropski uniji, ne zna uporabiti na tak način, da bi se vzpostavila kot enakopraven partner. Formalno je enakopravna, v politiki pa ni enakopravna. Ne. Sedaj slišimo kakšen glas celo od premierja, ne, da bo pač zahtevala ta formalni enakopravni status, ampak bomo videli, kako se bo zgodilo. Ne. Zadnjič smo imeli neko drugo debato in s tem bom tudi končal. V drugi svetovni vojni in moj kolega, en zamejski kolega, dr. Gorazd Bajc, je rekel, veste, vi o drugi svetovni vojni in o partizanskem boju lahko mislite, kar hočete. Ampak druga svetovna vojna in partizanska zmaga sta pomenili, da so se prvič v zgodovini Slovencev bali, prvič in zadnjič, je rekel, in da so Slovenci lahko tudi kaj zahtevali in dobili. Kdo se jih pa danes boji, kdo pa danes kaj zahteva? Vem, da že sedimo skoraj 1:03, ampak vendarle proti zaključku bi še eno vprašanje verjetno bilo ob vseh mnogih, ki bi jih bilo utemeljeno načeti, pa vendarle načeti. In to je vprašanje, kot pravimo ali pravijo, tako imenovane begunske krize, povezane z migracijami in povezano z ograjami, z mejami. O enem in drugem, v drugem in tretjem imamo v Prekmurju v svoji novejši zgodovini tudi svojo izkušnjo. In če dovolite, preden bi predvsem predsednika zaprosil za komentar tega dogajanja povezanega s to tako imenovano begunsko krizo in migracijami, da preberem samo en kratko misel že omenjenega prijatelja predsednika oziroma pokojnega predsednika Češkega Havla, ki je enkrat dejal, temelj imperativ univerzalne človeške solidarnosti je sprejemanje tistih, ki bežijo pred vojno, revščino in trpljenjem, je dejal Havel. Predsednik? No, to vprašanje je pravzaprav povezano in ni mogoče na njega odgovoriti brez navezave na tisto predhodno o Evropski uniji. Ne bi vas rad utrujal s tem, ampak nekaj le treba povedati. Ne, jaz sem glede prihodnosti Evropske unije optimist. Na čem temelji moj optimizem? Na vprašanju, kaj je alternativa? In te alternative se vsi bojimo. Alternativa je spet sprememba Evrope v kontinent vojn in to vojne vseh proti vsem. Najprej ekonomske in ekonomske nadvlade in potem seveda tudi fizične. To je alternativa v končni konsekvenci. Zdaj seveda slišim slovenske politike, ne, govorite o tem, to z begunci je konec Evropske unije, to je začetek razpada Evropske unije in tako naprej. Kdo pa je ta Evropska unija? Ta Evropska unija smo tudi mi. Vprašanje je, kaj smo uspeli mi za svojo izkušnjo in za svojimi interesi v Bruslu uveljaviti. Koliko hrabrosti je od vsega začetka, odkar smo tam,
bilo in pripravljenosti, da povemo, da smo mi tu, da imamo svoje interese in da so te interesi enakopravni z drugimi in zahtevamo, da se tako tudi obravnavajo. Izkušnja z Jugoslavijo. V Evropski uniji je pravzaprav ena sama država, ki ima izkušnjo z življenjem v več nacionalnih skupnosti. To je Slovenija. Mi vemo, kje so bile slabosti Jugoslavije in zakaj je Jugoslavija razpadla. Samo dva ključna razloga vam povem. Večnacionalna država mora skrbno tehtati ravnovesje med dvemi načeli. Nacionalna enakopravnost, če te ni v vseh pogledih, potem seveda narodi, ki so v svoji enakopravnosti, svojih pravicah, svojih interesih prikrajšani, ne vidijo smisla življenja v takšni Jugoslaviji. Po drugi strani mora pa večnacionalna država biti tudi funkcionalna, načelo funkcionalnosti. Če ne funkcionira, če ne deluje, potem seveda sploh nima smisla, da obstoji. In to isto se dogaja v Evropski uniji. Tudi ta je na stalni preizkušnji pri tehtanju med temi dvemi načeli. S tem, da se postavlja še načelo oziroma vprašanje suverenosti, suverenosti nacionalne države in suverenosti Evropske unije, povezano z njenim funkcioniranjem. Če pogledate danes probleme, s katerimi je soočena, potem je popolnoma jasno, da razen skupnega trga bo Evropska unija prej ali slej morala imeti ne samo formalno, kot je zdaj kako se že piše, Mogherini, zunanjo politiko, ampak skupno zunanjo politiko, v katero bodo vkani interesi zunanje politični vseh njenih članic, moglo bo imeti skupno varnostno politiko in moglo bo imeti skupno obrambno politiko. Se pravi, razen tiste, ki so vezane na skupni trg, monetarna, finančna, davčna in tako naprej. Ampak s tem se seveda postavlja vprašanje, kdo je Evropska unija in kaj je suverenost. In v Jugoslaviji je bila ta razprava prignana na višek, v nekem trenutku, ko je pač Jugoslavija nažalost potem razpadla. Namreč s tem, ko države članice del svojih suverenih funkcij upravljajo skupaj zaradi interesov skupnega življenja na ravni Evropske unije, ne pomeni, da so se tej svoji suvereni funkciji odpovedale. Pomeni samo, da z mehanizmi, ki so in ki zagotavljajo enakopravnost, skupaj te funkcije izvršujejo na ravni federacije. Zveza med tem odločanjem v Bruslu in med mojo slovensko suvereno pravico in funkcijo je vzpostavljena. Ali jo znaš uveljaviti ali ne, seveda drugo vprašanje. In tu mislim, da se potem seveda začenja tudi to vprašanje z begunci. Ob tem, kar sem prej povedal o pragmatizmu, ki je pravzaprav prevladalo kot temeljno načelo pri upravljanju z Evropsko unijo. To, kar se dogaja z begunci, je bilo predvidljivo. Ni pa do zdaj, vsaj jaz ne vem za to, in seveda se tu ograjujem, da bi bila kje opravljena temeljita analiza in razprava o tem, kje so pravzaprav vzroki, da je prišlo do tega množičnega pritiska beguncev preko Egejskega morja in preko Balkana v osrčje Evrope. Eden od razlogov za to si mora pripisati tudi Evropska unija, ki je sodelovala v tem, kar sem rekel prej, v izvažanju koncepta zahodne evropske demokracije v države, ki imajo popolnoma drugo tradicijo, drugo civilizacijo in drugo kulturo. V Libiji je delovala laična oziroma nekonfesionalna država, kjer religija ni bila vladajoča. Enako je bilo v Iraku, enako je bilo v Siriji. To so zdaj postale države skupaj s tem kalifatom, države, ki jih vodi, bi rekel, radikalni islam, za katerega sami ljudje, ki so muslimani, pravijo z pravim sporočilom Korana nima nobene zveze. Tam so zdaj milice, ki so druga v drugo spopadov in seveda ljudje bežijo pred vojno, bežijo pred pomanjkanjem, bežijo pred nasiljem. Tu doma, v Evropi, tudi v Sloveniji se pa ustvarja strah pred temi begunci. Oni ogrožajo vašo varnost, oni so nevarnost, vam bodo odžirali delovno mesto in tako naprej. Govori se o tem, da nam grozi nevarnost, naši kulturi, naši civilizaciji in tako naprej. Ljudje so prestrašeni. S prestrašenimi ljudmi je pa seveda zelo lahko manipulirati. In tu je nevarnost fašizacije
in, kako bi rekel, rasizacije evropskega političnega življenja. Poglejte, neobčutljivost Evropejcev na to, na čemer zanikanju ali obrambi pred tem je zrasla ideja evropske integracije. To je rasizem in fašizem. Danes se pravzaprav o tem kot o nevarnosti ne govori. Ne. Veliko evropskih držav je ponotranjilo te pojave. Fašistične stranke, rasistične stranke, nacionalistično, skrajno radikalne nacionalistične stranke so postale del parlamentov. Stopile so v nacionalne parlamente, stopile so v Evropski parlament. Tu smo soočeni s tem. In te stranke so nosilke tega strašanja ljudi in svarenja pred nevarnostjo, ki prihaja z begunci. Res pa seveda je, in to seveda povezujem z tem, kar sem govoril prej o Evropski uniji, solidarnost. Solidarnost v Evropski uniji ne da je padla, da je ni. Ona skoraj da ni bila vzpostavljena. Ker ko je majhna država, kot je Slovenija, ki je bila soočena s tem pritiskom beguncev, ve, da je premajhna, da bi lahko sprejela to množico. Sploh pa seveda ne more razmišljati o tem, da bi jo lahko integrirala. Ima občutek, da za njo ne stoji nič, ampak da je soočena sama s tem problemom, je pač v tej krizi morala ravnati, kot je pač ravnala. A je bilo najbolj primerno ali ne, je seveda drugo vprašanje. Ne. Če pa bi seveda bila ta evropska solidarnost postavljena in če bi Slovenija, slovensko politično vodstvo vedelo, da preko nas prihaja pač toliko in toliko 10 000 beguncev v ta evropski prostor in da je to naš skupen problem, bi seveda lahko reagirala drugače. Če bi se lahko sporazumela z Hrvati in z Bruslom, ne, potem bi seveda bilo drugače. Zakaj se ni bilo mogoče sporazumeti, jaz seveda to smatram za poraz politike. Ker potem, ko je politika poražena, potem seveda pridejo druga sredstva. Ampak zdaj se mi ne zdi zelo racionalno razpravljati o tem, a je tu mreža ali ni tu mreže. Ne. Zdi se mi usmeriti racionalno vso energijo v vprašanje, kaj je lahko, kaj je možno storiti, da bi ta ograja čim prej izginila. Ker če bo ograja ostala nekaj časa in če se bo šele potem odstranila, bo ostala tako, kot ostaja še zdaj v Evropejcih, v glavah ta meja in te ograje. In to je tisto, kar je lahko za prihodnost Evropske unije nevarno. Ne. Vsekakor, da me boste prav razumeli, ne. Slovenska vlada je postavljena v zvezi s tem begunskim problemom pred zelo težko preizkušnjo. Nič jim ne zavidam. Ne. Dobrih odločitev in dobrih rešitev tu ni. Dokler so te rešitve vezane samo na odgovornost slovenskega političnega vodstva. In seveda, zato jaz mislim, da bi bilo nujno potrebno v takih kriznih situacijah sodelovanje vseh, ki jim je tako ali drugače z volitvami bilo dano odgovornost, da skrbijo za našo prihodnost. Ne. Srečevanja, televizija, časopisi, to se mi v tem trenutku ne zdi zelo pomembno. Zelo pomembno se mi zdi sprejeti skupno odgovornost in reševati probleme. Ja, samo stavek. Samo stavek, da res končamo. Ne. Pri teh integracijskih dejavnikih predsednik si pozabil najpomembnejšega, to je nogometna reprezentanca. Ko bo, če bo ta sestavljena, bo Evropa obstala, sicer pa ne. Spoštovani prijatelji in prijateljice, če se strinjate, bi počasi zaključevali in mislim, da bi bilo primerno, blagodejno, če še spoštovana Tjaša in spoštovani Miha nekako zaokrožita naše današnje druženje. Skratka, spoštovana Tjaša, spoštovani Miha. Zaigrala bosta pa prav tako eno domačo po Bikovi. Izvolite. Po zelenom, po Bukovi, po zelenom, se ptičice so mi prepevale, nobena ne je zamučala, nobena ne je zamučala.